Dragi poslušalci in gledalci, v današnji Božji besedi bomo slišali pripoved o Jezusovem rodovniku. In naše izhodiščno vprašanje je, kaj nam želi Bog po tej pripovedi povedati za naše življenje. Rodovnik obsega nekaj stoletij dolgo obdobje. In da bomo uzrli pomen rodovnika, se bomo poslužili tega daljnogleda. Najprej bomo določili točko, s katere bomo zrli v rodovnik, da bi uzrli njegov pomen. In ta točka bo kar prva oseba, in to je Abraham. Ko pogledam z točke Abrahama v rodovnik, uzrem vrsto oseb, ki so sledile obljubi, ki jo je Abraham dobil od Boga. In to je, da bo Bog z njimi, da bo z njim, kjerkoli bo, v kakršnikoli situaciji se bo znašel v življenju, bo Bog z njim. In ko gledamo naprej, na koncu uzremo Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je izpolnitev obljube, ki jo je Bog dal Abrahamu. Torej, Jezus Kristus je Emanuel, Bog z nami, Bog, ki nas rešuje. Sedaj se bomo postavili na drugo točko, s katere bomo zrli v rodovnik. In to bo končna točka, in to je Jezus Kristus. Ko z te strani zrem v rodovnik, uzrem množico ljudi, množico odrešenih ljudi, ki so bili grešniki, prešuštniki, prešuštnice, ubijalci, morilci. Samo poglejmo kralja Davida. Njegovo zgodbo poznamo. Poznamo pa tudi, kako zelo se je kesal svojega greha. In to je zapisal v Psalmu 51. Usmili se me Bog po svoji milosrčnosti. V tem psalmu hrepeni po Božjem usmiljenju. Bratje in sestre, vprašajmo se, kaj bi bilo, kakšen bi bil rodovnik brez osebe Jezusa Kristusa. Z Abrahamove strani bi zrli množico obupanih, brezupnih ljudi. Strani Jezusa Kristusa bi zrli množico neodrešenih ljudi. Kaj nam torej pove rodovnik? Oziroma, kaj nam želi Bog povedati po rodovniku za ta trenutek, v katerem mi živimo? Tudi ta trenutek je razpet med preteklostjo in prihodnostjo. In v tem trenutku je Bog z menoj. V tem trenutku je Bog z menoj po Jezusu Kristusu. Želi mi biti blizu. Rešuje me z vsake situacije, v kateri se bom znašel in sem se znašel. Opozoril pa bi na dve nevarnosti. Če mi našo preteklost in našo prihodnost ne gledamo skozi lupo Jezusa Kristusa, nam lahko, ko gledamo preteklost, zamegli pogled obup, in ko gledam v prihodnost, mi lahko zamegli pogled strah. In oboje je pomembno za trenutek, ki ga živim. Zato naj nas spodbuja Jezusova beseda. Ne bojte se, jaz sem z vami vsak trenutek, vse dni vašega življenja. Veselite se in radujte se, Jezus je z nami.